Želje in načrti podkrepljeni vztrajnostjo vseh, ki so prispevali kamenčke v mozaiku izgradnje Nacionalnega nogometnega centra na Brdu, so se začeli uresničevati novembra leta 2014, ko so na nekdanjem hipodromu stekla prva gradbena dela. Poti nazaj ni bilo več, dobljene so bile mnoge, tudi nepotrebne bitke. Vodilni možje slovenske nogometne družine so uspešno zapeljali projekt, o katerem so prve ideje usklile že ob slovenski nogometni osamosvojitvi pred 25 leti. Po letu dni lanskega oktobra je Nacionalni nogometni center prvič sprejel reprezentanco, novembra je zaživel tudi poslovni del. Dan, ki se je zapisal v zgodovino, pa je petek 6. maja, ko je Nogometna zveza Slovenije z odprtjem centra stopila v korak s sodobnimi nogometnimi državami. Pomembnost dogodka so potrdili visoki gostje, od predsednika vlade Mira Cerarja do prvega moža svetovne nogometne organizacije Giannija Infantina, ki je že kot generalni sekretar UEFA skupaj s takratnim vodjem oddelka za nacionalne zveze Teodorjem Teodoridisom pomembno prispeval k realizaciji zahtevne gradnje. I was in UEFA when we started to discuss about this project, and now I'm in FIFA and I can come here to inaugurate it. So I was following this from the beginning to the end, which is actually not an end. It is a new beginning of a very beautiful football story which can be told here in Slovenia. Celoten projekt je vreden 8,5 milijona evrov. Obe krovni organizaciji UEFA in FIFA pa sta prispevali kar 90% sredstev. Uspešno zgodbo, ki jo želita visoka nogometna gosta predstaviti kot zgled vsem s podobnimi idejami, je zaokrožil slavnostni večer s kulturnim programom v izvedbi Anton Podbevšek teatra iz Novega mesta. Atraktivni uvod s pristankom padalcev Slovenske vojske in nagovori visokih gostov se je domiselno prelil vizuelno in sporočilno bogato zasnovan preplet videa, glasbe, plesa in telovadnih prvin. Sodobno zasnovana prireditev kot popotnica modernemu nogometnemu centru, ki nam ga lahko marsikje zavidajo. Fali nam da imamo što više nogometnih terena, da djeca nisu na ulici nego da igraju nogomet. I to je investiranje u budućnosti i to je jedina vodilja koja FIFA i UEFA će uvijek pomagati nama takozvanim malim savezima. Čitavo je ambijent je na najvišem nivou, tako da i ova igrališta i kuća fudbala i sve ovo je stvarno na vrhunskom nivou i sigurno jedno od najljepših fudbalskih saveza v Evropi. Kako zahtevna je bila pot od ideje do trenutka, ko je Nacionalni nogometni center dočakal svečano odprtje, najbolje vesta generalni sekretar Aleš Zavrl in predsednik Aleksander Čeferin. Ponos ob prejemanju čestitke je zagotovo malce popravil tudi spomin na prepreke, ki sta jih premagovala skupaj s sodelavci. Tudi številne delegacije nogometnih zvez iz Evrope in najvišji predstavniki UEFA in FIFA, seveda te obiski pričajo o tem, prvič kakšno vlogo ima nogometna zveza v mednarodnem prostoru in drugi gre za določeno spoštovanje do samega našega dela in do tudi izgradnje tega centra. Predvsem je danes en lep dogodek, en pozitiven dogodek. Po dolgem času smo uspeli narediti eno lepo stvar za nogomet v Sloveniji in za šport nasploh in po moje tudi za Slovenijo nasploh. Jaz bi rad, da bilo čim več takih lepih dogodkov. Ni pa bilo lahko, smo se kar matrali. Nacionalni nogometni center Brdo je torej tudi uradno predan namenu. Končana je ena zgodba, ki je pravzaprav temelj za vse naslednje, ki jih bodo pisale prihajajoče generacije nogometašev.